Dober dan, dobrodošli v podcastu Moč politike. V drugi polovici tedna bodo Slovenijo obiskala vodstva vseh treh največjih političnih družin v Evropskem parlamentu. Ker obiski padejo neposredno v čas pred uradnim začetkom slovenske predvolilne kampanje, je pričakovati evropsko predvolilno podporo ključnim slovenskim strankam. Evropska ljudska stranka bo podprla SDS in Novo Slovenijo, skupina Renew Svobodo, skupina socialistov in demokratov pa stranko SD. O tem se bomo pogovarjali z evropskimi poslancema Ireno Jovevo in Matjažem Nemcem. Dobar dan, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Začnimo z citatom. Danes je Slovenija v osrčju Evrope geografsko, politično in vrednotno. Toda Slovenke in Slovence prihodnji teden čaka pomembna odločitev. Ali bo njihova država ostala v središču evropske politike ali pa bo potisnjena na stranski tir v senco trumpovskega skrajno desničarskega ekstremizma. Je pred obiskom v Sloveniji povedala vodja skupine SND v Evropskem parlamentu Irače Garcia Perez. Ostre besede, gospod Nemec. Težki časi zahtevajo posebne prijeme, kajti iz Bruslja je povsem jasno, da marsikatera evropska država je zašla iz te evropske vodi, tukaj v soseščini lahko naštejemo kar nekaj. In Slovenija je veljala in še velja kot zgled tudi po tej demokratični poti. Gre pa predvsem za opozorilo Evropski ljudski stranki, kajti velikokrat normalizira ekstreme s tem, ko dejansko jih ima inkorporirane kot del njihove velike družine, po drugi strani pa imajo popolnoma razdiralne politike. Tukaj ne gre več za levo, desno, pa gre za ali pa proti Evropske unije. In gotovo stranka Janeza Janše je tista stranka, ki v tem trenutku vzbuja največ pozornosti za to, da ne bi Slovenija zašla na poti sosednje Madžarske, Slovaške ali pa Češke, če želite. Torej, gospod Irače Garcia Perez je zelo ostro intonirala ta obisk. Gospa Joveva, do katere mere se strinjate s to retoriko, ki je obrala kolegica iz SND? Mislim, moje stališče je absolutno jasno, kar se tiče stranke SDS oziroma tudi NSI in nasplošno Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Mi, liberalci, vedno zelo radi rečemo, da smo pač nek most povezovanja, se pravi neka zmerna sredina. In zdaj, ko nekdo zase reče, da je zmerna desnica v tem primeru, ker to naj bi Evropska ljudska stranka bila, saj določen del nje je, ampak tisti del, kateremu pripadajo slovenski najni kolegice in kolegi, nažalost ni. In dejansko je problem to normaliziranje skrajnosti, to sploh ne na skrivaj koketiranje, spogledovanje z skrajno desnico, ki tudi uradno konec koncev spada pod nekoga, s katerim se ne sodeluje v Evropskem parlamentu, v kontekstu zakonodaje in tako naprej. In ja, definitivno se strinjam v tem delu, da smo na razpotju. Ne želim pa, da izpade, kot da se zdaj cel svet ali pa v tem primeru Slovenija vrti okrog Janeza Janše, ker si želim, da se pač resno pogovarjamo o politikah, ampak ravno zaradi tega je to problem, ker si ne želimo, upam vsaj, da si večina ne želi pač vrnitve v tiste čase, kjer smo bili pred 4 leti od vodnih topov pa do koncev razgradnje in medijev in institucij kot takih. Vprašanja za oba. Kaj si obetate od obiska svoje politične grupacije? Na katerih temah bo poudarek, katere teme boste poudarjali in s kom se boste delegaciji sestali? Skupina socialistov in demokratov prihaja v Sloveniji seveda pod predihom prihajajočih volitev, tega se ne skriva, predvsem iz bojazni, da bi iz relativno uspešne države potem jo porinili to državo po volitvah dejansko v sklop držav, katere del si mi ne želimo biti. Socialisti in demokrati so druga največja politična sila, skupaj z zavezniki, kot so Renew, Zeleni, Levica, in skušamo postati antipod desnim politikam. V preteklosti temu ni bilo tako, kajti to zavezništvo med socialdemokrati, liberalci in Evropsko ljudsko stranko, torej konzervativci, je veljalo in sodelovali predvsem v smeri iskanja dialoga. Danes v tem mandatu pa temu več ni tako. Mi se bomo v 3 dneh srečali z vsemi relevantnimi odločevalci v Sloveniji. Tukaj ne govorim o politiki, govorim predvsem o civilni družbi.
Gotovo bo več vrhuncev, za nas je zelo pomemben obisk tudi Kranja kot pomemben primer vodenja mesta z ekonomskimi, socialnimi politikami, zelenimi politikami, ki so lahko zgled tudi Evropski uniji. Zelo pomemben je tudi to sodelovanje, ki se je vzpostavilo v zadnjih mesecih z gibanjem My Voice, My Choice, ki je dejansko utiral pot povezav med politiko na eni strani in civilno družbo, evropsko, tokrat v Evropskem parlamentu. Zelo nam je pri srcu tudi ta bolj kulturni del, to je tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ter seveda, bom rekel, mali ekonomski svet z delodajalci, z sindikalisti, dobili se bomo z mladimi, torej ena cela paleta trodnevnih obiskov, polnih doživetij, ki bo dejansko, mislim, da tako nekaj prinesel iz Brusla, kot tudi nekaj v Bruselj v drugo smer prinesel iz Slovenije nekaj pozitivnega in dobrega. Po opisanem nekako precej aktivistično intoniran program srečanj, torej mobilizacijsko računate na podporo, nevladnikov, civilne družbe in tako naprej v kampanji. Zdi se nam, ne samo da v evropskem prostoru, ampak tudi v slovenskem smo se precej odmaknili od ljudi. To sicer mi skušamo nenehno biti prisotni na terenu, da dejansko postavimo ta most med lokalno, nacionalno in evropsko politiko, to nam veliko pomeni. Seveda gre tudi za nekatere principe, kot so, bom rekel, dostopnost do varnega splava, ki smo ga tako zagovarjali tudi s kolegi iz Irenine poslanske skupine. Torej, gre se za to, da pokažemo Slovenkam in Slovencem v kakšni Evropi ali pa še bolj pomembno, pred volitvami Sloveniji želimo živeti. Ne živimo v idealni Sloveniji, lahko jo še izboljšamo, ne želimo pa, da bi se vrnili v kakšne temačne čase. Bog ne daj tisto, kar smo doživljali pred 4 minути. Ja, kaj si v največji slovenski stranki, v slovenskem parlamentu, kaj se nadejate od obiska grupacije ALDE, ki pa je v Evropi tretja po moči? Ja, Renew Europe, ALDE je evropska stranka, nič hudega, samo toliko, ker se včasih še vedno meša. Mi imamo časovno, smo malo bolj na tesnem, bom tako rekla, za razliko od kolegov v SND in tudi, kolikor sem slišala, tudi kolegov v EPP, tako da mi imamo načeloma približno nekje 24 ur časa za pač vse obiske in terene, tako da smo probali res čim več aktivnosti nekako čim bolj združiti, kolikor se je seveda dalo, tako da se dobimo oziroma se dobi predsedstvo Renew, tudi jaz, ker sem ena od podpredsednic, tudi seveda s predsednikom vlade oziroma predsednikom stranke Svoboda, dr. Robertom Golobom, dobimo se s predsednico državnega zbora, gospod Urško Klakočar Zupančič, z poslanci Gibanja Svoboda, nekaterimi ministri, skratka, pogovori bodo bolj tako vsebinski, proevropsko, če želite, usmerjeni, ampak bolj o teh res aktualnih temah z evropske ravni, ki jih pač ni tako malo oziroma so zelo resne, tudi kar se Slovenije in njenih izzivov tiče, tako da smo se bolj na to fokusirali, se pa seveda dobimo tudi z mladimi in tudi z nekaterimi nevladnimi organizacijami. Zdaj, česa se nadejamo, mislim, jasno je, da gre za predvolilni obisk, nima smisla, da kle razlagamo karkoli drugega. Zato tudi vsa ta srečanja, seveda z ministri, predsednikom vlade in naprej. Tudi komisarka, to naj še povem, pride za širitev Marta Kos, ampak pride v sklopu kot pač uradni del obiska, ne v kakršnemkoli strankarskem in isto, kolikor vem, velja tudi za še druga 2 komisarja, ki prideta menda tudi v sklopu nekih uradnih obiskov, torej ne strankarskih. Zdaj ne vem, kako bojo to prodajali, bom tako rekla v narekovajih v SDS in NSI, ampak kolikor jaz vem, so obiski uradni, ker se bodo tudi vsi 3 dobili s predsednikom vlade. Tako da ja, pač aktivnosti probali smo združiti čim več v to časovni okvir, ki ga imamo. Podpora je jasna, podpora Svobodi, predvsem pa si želimo, da se res ločim, mi, če bi se po mojem dogovorili, da pridemo vsi istočasno, se ne bi mogli dogovoriti, da pridemo vsi istočasno, ampak očitno je bil to edini možen ali pa najboljši možen termin zdaj pred volitvami za pač vse 3 skupine, ampak ravno zato se mi zdi, da je to v bistvu super priložnost, da se bo dejansko videlo, kako ne rečem, kdo je kje. Tudi vsaka politična skupina zase bo po mojem lahko še bolj jasno videla, kakšne poslanke in poslance imajo v svojih vrstah, kdo je res ta zmerna,
ne vem, sredina, levica, desnica nima veze, ampak v bistvu, ali pa nezmerna, progresivna in proevropska in nekdo, ki pač razume dejansko, se pravi ne v nekem usporednem svetu, ampak da dejansko razume pravno državo in vrednote, demokracijo kot tako. Tako da mislim, da je to res idealna priložnost, da bomo videli, kdo je kdo in kdo je kje, ali pa kdo je s kom, če želite. Pa kako pomembna je ta dejansko podpora evropskih političnih strank za lokalne stranke? V očeh volivcev se zdi, da te evropske teme so nekako daleč od srca, ne? Da v slovenski volilni kampanji odločajo bolj lokalne, da ne rečem včasih že nekoliko bolj banalne teme. Mislim se... Ja, pardon. Pa mislim, da so vse bolj zaradi geopolitičnih sprememb. Danes praktično ne govorimo več samo o težavah na vzhodu, Bližnjem vzhodu, ampak dejansko ta sprememba v Trumpovi administraciji terja neke odgovore za strani Evropske unije. Se mi zdi, da iz tega vidika je vse bolj pomembno predvsem sprejeti dejstvo, da Bruselj nam kreira naše usode. Ali so to skupne ali pa ne. Meni se zdi pomembno in naša stranka je zavezana temu že več kot 30 let, predvsem v družini evropskih socialdemokratov ima svoje mesto, Tanja Fajon je podpredsednica, jaz sem član predsedstva, torej imamo dolgo tradicijo in se mi zdi, da za Slovenke in Slovence je jasno potrebno povedati, kako smo vezani na te vrednote Evropske unije, ne da je perfektna, ampak edina, ki jo imamo in jo dajmo skušati kot generacija sedanjih politikov izboljšati, kajti to je dolgoročno, strateško povedano za našo državo nekaj, kar je potrebno del biti zraven. In seveda so relevantne povezave, ne povem samo en podatek, da več kot 2/3 zakonodaje nacionalne, ki se sprejema v državnem zboru, mi pred tem še več sprejmemo v Evropskem parlamentu. Torej, gre se za jasno povedati ljudem, da so te povezave ključne, zato ker danes sama Slovenija v globalnem smislu, če ni del Evrope, pomeni bolj malo, kot so pomeni tudi enako tudi za Francijo in za druge evropske države. Jaz se strinjam, da je, pač gre za pomemben obisk, ravno zaradi tega, ker hočemo, nočemo, so te teme, mogoče so se včasih zdele precej bolj oddaljene, kot se mi zdi, da so zdaj, ravno zaradi pač geopolitične situacije, tudi Združenih držav Amerike oziroma Trumpove administracije, vojne in v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, vsega, kar se dogaja v Gazi oziroma tudi v Palestini nasplošno, da ne naštevam, ker je ogromno teh pač norih, bom rekla, ta nori svet in tudi neki poskusi preureditve, nove ureditve nekih stvari, ki so načeloma temelj vsega, tudi konec koncev temelj Evropske unije kot take, od vrednot do principov in tako naprej. In mislim, da je pomembno, da pač te ljudje, se pravi najni kolegi, kolegice iz Bruslja ali pa skratka iz Evropskega parlamenta, pridejo, da se pokažejo, da povejo, da tudi oni konec koncev vidijo, kako je pri nas in da tudi stranke, pač politične stranke, v mojem primeru, v našem primeru Svoboda, ampak tudi vsi ostali, da dobijo občutek, da so slišani, ker dejansko jaz mislim, da so, vsaj če govorim zdaj v kontekstu Renew, in mislim, da je dobro potem tudi to za javnost, da vidi, da nismo kar nekdo, ali kako naj temu rečem. Ampak če smem samo dodati, v zadnjem obdobju Slovenija je zelo atraktivna, ne samo zaradi uspehov na športnem parketu, ampak mi smo v Evropskem parlamentu od slovenske predsednice prvič slišali genocid, poimenovano v sredi plenarke, kar je dobro pretreslo, bom rekel, evropsko javnost takrat. My Voice, My Choice, izjemno gibanje, ki dejansko je priznano in vsi priznavajo vlogo v povezavi med politiko in družbeno sfero, ki prihaja iz Slovenije. Tako da se mi zdi, da prihajajo res v dobri luči in vsaj na podlagi nekih pogovorov res prihajajo v Slovenijo z veliko radovednostjo in tudi pričakovanji za to, da vidijo to državo. Prihaja pa seveda v Slovenijo tudi najštevilčnejša delegacija, ki bo tokrat iz Evropske ljudske stranke in verjetno njihova agenda se bo vseeno razlikovala, ne, od vaše, ne, vajnih strank, se konec koncev gre za politično konkurenco, ne, kot smo že gotovili. V Slovenijo to delegacijo pripeljala podpredsednica politične skupine EPP v Evropskem parlamentu, gospa Romana Tomc. Ampak konec minulega tedna, ne, je hrvaški premier Andrej Plenković gostil neformalno srečanje EPP v Zagrebu, ki se ga udeležilo veliko število najpomembnejših evropskih voditeljev. Kakšno težo ima po vaše, težo pomeni, nameni ima po vaše ljubljanski
obisk vrha EPP v primerjavi z zagrebškim? Mislim, da SDS ima smolo. Smolo ima, kajti prejšnji teden sta bila 2 od 6 poslancev iz družine EPP, ki sta dejansko suspendirana oziroma dala v nek status stand-byja zaradi nedržanja dogovorov za vodstvom stranke, prihajajo v času, ko je ravno HDZ pokazala, kako se streže z tem, da se pokaže svojo politično moč z voditelji, ki so jih obiskali v Zagrebu. In po tretji strani ima EPP nesrečo, da je tukaj najmočnejša politična stranka, katero mora zagovarjati v Ljubljani, medtem jo pa grajati v Bruslju. Tako da je situacija sila nerodna. Nekoliko izvzet tukaj poslanec iz Nove Slovenije, ki ne spada v ta krog. Ki ima tudi ločeno delegacijo. Ki ima ločeno delegacijo, ki predstavlja tudi drugačne politike, vsaj v Bruslju. In seveda to ni ugoden čas, po drugi strani pa koristi predvsem voditelju njihovemu in stranki v celoti, da s takimi dejanji normalizirajo njihove politike. Ampak kot je Irena prej povedala, pri glasovanju, pri izrazanju je jasno politično pozicionirane skrajno desno znotraj njihove politične skupine, ki morda ob izidu volitev ugodna za Orbana na Madžarskem bo usoda te delegacije v nekateri drugi politični skupini, ne pa več v Patriotih. Po drugi strani razumem prizadevanje gospe Romane Tomc, ki bi se rada ohranila na položaju podpredsednice v skupini, ki bo pa seveda za takimi politikami Janeza Janša, SDS-a in tudi kolegi v Evropskem parlamentu zelo težko ubraniti. Še vaš pogled? Jaz predvidevam, glede na vse, česar smo že navajeni, strani SDS oziroma pač njenih poslancev, konec koncev tudi predsednika, da bojo oni zdaj sebe poskušali predstaviti, verjetno je tudi ta obisk temu namenjen, vsaj za njihovo bazo, da so oni zmerni, da so oni v bistvu največji, najmočnejši, da si oni res želijo sodelovanje z vsemi in da ne vejo, zakaj se jih izključuje, ker je vse super in lepo in prav pri njih. Jaz sklepam, da je to pač, ker to je njihov klasičen modus operandi, predvolilni predvsem, a ne da pač nekako se preoblečajo v neko, kako ne rečem, ovčjo preobleko in potem poskušajo te stvari prodajati javnosti, ampak jaz vseeno tle moram povedati, da se javnost, upam, da velika večina še zelo dobro spomni, kaj vse se je dogajalo 4 leta nazaj. Konec koncev tudi v Evropskem parlamentu ali pa na Evropskem parketu, ko smo morali, zagovarjati neke osnove od svobode medijev do čist normalne pravne države, ki je temelj vsega, tudi Slovenija, in takrat smo imeli res norišnico, skratka zdaj verjetno to probajo malo zreducirati in se predstaviti kot najboljši in kot to, da niso skrajni, čeprav pač tudi vsa njihova glasovanja, jaz sedim direkt za kolegico Tomc in točno vidim, kako pa kaj počnejo, tako da se strinjam pa, da imajo smolo, definitivno. Mogoče bi dal še 4. stvar in to je glasovanje pri Mercosur. Takrat je tudi Janez Janša zaradi koristoljublja na državnozborskih volitvah se jasno profiliral proti lastni politični stranki in seveda s tem zaznamoval tudi usodo v odnosih za to stranko. Torej res zahtevni časi za odnose med SDS-om znotraj Evropske ljudske stranke. Pa še močno na tej točki velja spomniti, da v mandatu prejšnje vlade, torej vlade gospoda Janše, smo pa imeli uradno misijo Evropskega parlamenta, ki je vodila takrat liberalka Indervelt in je tukaj preiskovala vse te obtožbe zoper stvari, ki jih je počela prejšnja vlada. Tako je, drži. Tudi, da bo moče za poslušalce, da bo bolj jasno, tu gre pa izključno seveda za obiske političnih skupin in z političnimi Očitek Evropske ljudske stranke gre v to smer, kajti v odnosu do posameznih držav imajo drugačne prijeme. Naprimer na Poljskem izključujejo sodelovanje z ekstremno desnico, v Španiji bi radi sodelovali z njimi, podobno je bilo v sosednji Avstriji, v Italiji sodelujejo, na Hrvaškem sodelujejo. Torej, na nek način se ta proevropsko zgublja v sodelovanju s tistimi, ki Evrope ne želijo ali pa želijo uničiti. Ti, ki dejansko verjamejo v Trumpovo politiko podrejanja Združenim državam Amerike. Torej, in se v tem obdobju odpirajo mnoga vprašanja znotraj evropskih desnic in kot je
Irena, mislim, da korektno povedala, obstaja zelo zdravo jedro Evropske ljudske stranke, s katero se da sodelovati in ne razumemo mi te, bom rekel, nenehne želje po ugajanju ekstremno desnim politikam, ki so jasno protievropsko profilirane. Naj povem na tej točki, da z gospodom Mano Tomcem bomo naredili seveda ločen pogovor, ker žal ni bilo mogoče uskladiti urnikov vseh škotlancev. Vemo, veliko potujete, ampak ne. Če nadaljujem, ena od kritik iz vrst EPP-ja je, da je imel državni zbor, in govorim to o eni najbolj vsebinskih kritik, ki jih dajo na aktualni mandat te vlade, oziroma mandat nasploh, da je imel državni zbor doslej 38 rednih in 127 izrednih sej. To razmerje je katastrofalno, meni Romana Tomc, pa me zanima, kakšen je vaš pogled na to izjemno veliko število izrednih sej v tem mandatu. Mislim, če bi vam odgovarjal kot član oziroma poslanec državnega zbora, bi mogoče tudi jaz se čudil, zakaj temu tako, ampak daleč od tega, da bi to bilo evropsko vprašanje. Še posebej, če se spomnimo načina vodenja z odloki gospoda Janeza Janše, tudi takrat, ko ni bilo nujno sprejemati takšne odločitve. Če je to glavni razlog ali pa glavni očitek, mislim, da v Evropski ljudski stranki ne bo zaradi tega završalo. Tako da bi pričakoval kakšno večjo utemeljitev ali pa očitek. Ja, se strinjam. Absolutno, mislim, če je to naš največji problem, potem tudi prav, ampak verjetno je to tudi zato, ker nekako pa očitno nimajo nekih konkretno vsebinskih argumentov, da bi zdaj šli ves čas proti, a ne vsaj aktualni vladi. Pustimo, ko gredo z metanjem polen pod noge in z raznimi manipulacijami, dezinformacijami, tudi lažmi konc koncev, ampak pač nekako je jasno. Mislim, se tudi vsi uradni dokumenti, ne vem, na koncu dneva Evropske komisije, recimo o tem, kakšno je stanje, ne vem, na področju vladavine prava v Sloveniji v zadnjih letih v primerjavi s tistimi prejšnjimi, vse stvari so črno na belem in zelo jasne. In zdaj, če jih v EPP mogoče niso prebrali, bodo pa vsaj zdaj prišli pa videli pač dejansko realno stanje in ne tisti usporedni svet. Tako da, če je to očitek, mislim, dejstvo je, ampak verjetno se je že z razlogom vse to dogajalo. Ampak mogoče samo bi odgovoril še na vaše prejšnje izrečene besede, ko ste omenili, da v času Janševe vlade je prišla komisija Evropskega parlamenta preverjati tako imenovano stanje duha oziroma demokratičnih procesov vladavine prava. To isto bodo storili, če sem prav razumel, tudi Evropska ljudska stranka, ampak to ne bo telo, ki bo Evropskega parlamenta, ampak bo strankarsko telo, se pravi, da bodo prišli. Tako da so določene razlike. Jaz mislim, da v tem evropskem smislu je Slovenija, kar se tiče stanja demokracije pod radarjem, imamo države v bližnji soseščini, ki so bistveno bolj problematične in sploh Slovenija, moram reči, že v tem kontekstu ni. Seveda imamo določene izzive kot vlada, kot partnerji, ampak daleč od tega, kar bi lahko kolegi iz SDS oziroma iz EPP očitali vladi ali pa Republiki Sloveniji. Ko smo pri očitkih, naj nadaljujem. Evropska poslanka Romana Tomc je dejala, da si bomo vlado Roberta Goloba zapomnili po lažeh, nepotizmu in korupciji. Ko to komentirate? Prej gospa Jojo. Mislim, to je, če mene vprašate, šolski primer politične projekcije. Jaz ne vem, kaj naj drugega rečem. To je neki, mislim, kazanje s prstom na druge, v resnici so se pa očitno pozabili pogledati v ogledalo ali pa pozabili na vse, kar se je dogajalo ne toliko dolg nazaj. In verjamem, da te stvari kupujejo v njihovi volilni bazi oziroma da to počnejo praktično za svoj volilni program, konc koncev. Predvolilna kampanja se je že začela, čeprav ne uradno, tudi z njihove strani in pač to počnejo. In tudi s takimi izjavami nekako to gradijo, ampak jaz mislim, da je vsem jasno, predvsem pa ljudem v Bruslju, kje smo danes, kje smo bili in pač kam si želimo iti in ravno zato pač tiste besede, da smo na razpotju, definitivno smo in jaz si res ne želim iti nazaj v tiste čase in te laži, nepotizem in korupcija. Mislim, če gremo samo malenkost par let nazaj, jih res lahko zelo jasno pripišemo
nekomu drugemu ali pa neki drugi vladi. Tej pa ne pravim, da je ta vlada popolna, da ne bo nesporazuma in da je bilo vse super prav in da je bilo vse odlično in nič ni bilo narobe. Absolutno ne. Veliko stvari bi se dal narediti boljš, verjamem tudi, da se bodo naredile, če bo priložnost, ampak če se pa primerja in da se taka izjava posluša strani nekoga, ki je bil pač del, se pravim, tiste vlade, ki je razgrajala vse, kar je temelj demokracije, potem je to, mislim, tako, bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno, tako bom rekla. Nepotizem, laži, korupcija, je to projekcija? Jaz mislim, da bi predvsem kolegi Evropske ljudske stranke lahko znotraj odprli to vprašanje, kajti imajo kar nekaj zelo vidnih članov njihovih vodstev vlad, ki to isto ne mi na politiki, ampak dejansko sodni organi očitajo. Tako da jaz nimam tukaj kaj dodati, kar je Irena povedala. Seveda morajo nekaj dati na mizo, najlažje seveda napadati, v tem smislu smo pred volitvami in v takem podtonu tudi jaz to razumem. Seveda ni idealna ta vlada in nekaj napak gotovo je bilo storjenih ali pa bi lahko boljše naredili. Jaz vseeno upam, da bi uspeli prepričati volivke in volivce, kako pomembno je iti 22. marca na volitve, kako pomembno je dati svoj glas, zato ker lahko vidimo primerjave od države do države in trendi, ki so. Ne rečem, da je idealno v Sloveniji vse, ampak če skušamo le ohraniti neko dostojanstvo v komunikaciji, v razumevanju izzivov, ki jih imamo, ne samo kot Slovenci, ampak kot globalni svet, potem jaz mislim, da Janez Janša v tem primeru ni primeren. Gotovo, če bo do tega prišlo, potem pa ne bomo, kot rečeno, sokreatorji, ampak bomo tisti, ki bomo ob Ficu, ob Orbanu, ob nekaterih takih samodrstih izven Evropske unije pomagali k razgradnji te izjemne ideji in projektu miru, ki ga poznamo pod imenom Evropska unija. Delno smo se dotaknili, ampak vseeno, kako komentirate sankcije EP, ki so zaradi neupoštevanja smernic skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji doletele poslanca Branka Grimsa in Milana Zvera. Kaj to pove o politični družini EPP in na drugi strani o položaju SDS in poslancev SDS v skupini EPP? Zanimivo, Grims in Zver sta ocenila, da so nova pravila in sankcije zelo škodljivi za EPP. Zadnji predsednik komisije, ki ni prihajal iz te iste družine, Romano Prodi. Torej 20 let je Evropska ljudska stranka tista vodilna sila, ki kreira, bom rekel, evropsko usodo ali pa usodo Evropske unije. SDS ali je bil v vladi ali izven vlade, je vserej zelo kritičen odnos imel do Evropske ljudske stranke. Ursula von der Leyen na kongresu v Budimpešti niso podprli kot kandidatko za predsednico komisije. Eno je, če to storijo midva, drugo je, če to storijo pripadniki iste stranke. Čisto pod vsaki projekt, ki ga Evropska ljudska stranka predlaga, je Janez Janša proti. Vsako glasovanje je dejansko dokazano bliže patriotom kot Evropski ljudski stranki in v končni fazi je treba res v enem trenutku se vprašati, kaj še počnejo v tej največji evropski konzervativni politični družini, če imajo vizijo drugačne Evrope. Če je to podobna tisti Viktorja Orbana, potem Evropske unije več ne bo. To je ta politika. Zdaj, to se meni zdi neko spreobračanje na silo. Jaz, glede na vse njune izjave, tudi odprej verjamem, da sta glasovala po svoji vesti. In je prav, da vsak poslanec, vsaka poslanka glasuje po svoji vesti, ampak se mi pa zdi, da EPP tukaj je kaznovala nelojalnost. Kar se meni ne zdi, jaz si ne predstavljam, recimo, da bi bila del neke politične skupine, ki bi imela neke vrste takih sankcij. Jaz sem izredno kritična oziroma oba do predsednice Evropske komisije in si resnično ne predstavljam, da bi mi nekdo zdaj povedal, kako naj glasujem, pač na silo, bom tako rekla. Hkrati sem pa videla na lastne oči, ko smo glasovali ne o zaupnici oziroma nezaupnici, ampak že na začetku, ko smo glasovali o podpori gospe von der Leyen, ali bo spet predsednica Evropske komisije ali ne, sem videla na lastne oči, da so določeni kolegice in kolegi, pa ne bom šla v podrobnosti ali pa imena ali pa državo, kakorkoli, samo to bom rekla, rekli eno, naredili pa drugo. Tako, zato, ker mi dobimo velike A4 liste in pač
če sedimo dovolj blizu, se vidi. Čeprav je tajno glasovanje, ampak ravno zato, ker je tajno glasovanje, ne bom šla v podrobnosti, hočem samo reči, da meni se zdi bolj problematično to, da poveš eno in potem narediš drugo. One dva sta pač očitno glasovala po svoji vesti, hkrati pa se absolutno strinjam, da jim očitno ni mesta v tej, če se ima EPP za neko zmerno desnico, kar v svojem temelju tudi je, pač to zdravo jedro še vedno, hvala Bogu, obstaja znotraj EPP-ja, ampak meni je žal, da moram to povedati, ampak pač naši dve slovenski stranki nista zelo očitno, ali pa vsaj ena, res ni del tega jedra in to se pač vedno bolj pozna in tudi na tak način in potem to discipliniranje na silo, ne vem, očitno imajo v ozadju neke dogovore, vse ima očitno tudi neko svojo ceno za to lojalnost ali pa nelojalnost v tem primeru, tako da jaz tudi mislim, da je vprašanje časa, pa konec koncev bi bilo res primerno, da gredo pač v tiste stranke, katere konec koncev tudi zagovarjajo ali pa njihove pač politike. Zanimivo je tudi, da v delegaciji EPP, v tokratni delegaciji EPP bo tudi komisar za kohezijo in reforme Raffaello Fitto, iz stranke Giorgia Meloni, torej iz skrajno desnih evropskih konzervativcev in reformistov. Delno ste že odgovorili, ampak s tem dajo tudi neko sporočilo, politično, da na nek način lažje se jim bratiti z skrajno desnico, kot pa nadaljevati evropski politični konsens, kot smo ga poznali do zdaj v evropski politiki, do tega mandata. Janez Janša ima že dolg track record sodelovanja z Giorgio Meloni, še takrat, ko ni bila na položaju premierke. Ko predstavlja državo je eno, ko je pa povabljena na Blejski forum kot predsednica najbolj desne stranke na evropskem in italijanskem meniju, potem pa dejansko verjetno lahko razumemo kot neko soglašanje z nekimi politikami. Ta je bila vedno protislovenska v njenem delovanju, ko še ni bila predsednica vlade, sedaj je nekoliko drugače. Seveda, po glasovanju je moč seveda utemeljevati povsem jasno, da je ECR, torej Melonijeva stranka, in EPP sta v bistvu sestrski stranki. Vse, kar počne EPP, brezpogojno ECR podpre in vice versa. Tako da mi jih že razumemo, ne samo, da je EPP največja stranka, ampak ima še po velikosti četrto največjo politično stranko kot svojo partnerico. So določene špekulacije, da ne bi se tudi dve stranki združili zaradi ambicij Giorgie Meloni v Italiji in tako naprej. Seveda gre za prvovrstni obisk komisarja, ki ni del EPP družine in je mimogrede tudi podpredsednik komisije. Seveda je pomemben akter v političnem prostoru, bodo prišlo tudi do nekih stikih tudi za vlado, za predsednikom vlade, tako da to je vse korektno in prav. Gre pa za jasen signal, mi ga razumemo tudi mi, socialdemokrati na evropskem nivoju, jasno opredelitve politične med tema dvema družinama in kot takšnega je treba tudi razumeti. Jaz se lahko samo strinjam, to zagotovo ni nobeno naključje, da pride ravno on. EPP, in v Slovenijo, ne? Tako, in ravno v Slovenijo in ravno na razprave s predsednikom SDS in predsednikom, mislim, da tudi NSI, ne vem. Tudi, ja. No, res ni naključje, pač predvolilni obiski so to smo se pogovarjali, hkrati malo povedno tudi to, da pač vsaj za komisarja za obrambo lahko povem, da pač bo večino časa v resnici pač preživel, se pravi, kot uradni obisk, se pravi, na ministrstvu za obrambo, z ministrom za obrambo in širše, pa tudi s predsednikom vlade, tako da to bo tudi komisar Fitto naredil, ampak vseeno, ni naključje, da je on, mislim, toliko imajo komisarjev, vem, absolutno je kohezija pomembna, se strinjam, ampak to je bil nekako tudi priročen izgovor, bom tako rekla, da so ravno njega, tako da to je samo še en dokaz več, pač o tistem koketiranju sem prej govorila, tole je samo še pač še bolj konkretna usmeritev, kam se želijo očitno pozicionirati. Ne bom vaju prosil ravno, da pogledate v kristalno kroglo, ampak vseeno pogledate prihodnost. Bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen preživela ta mandat? Do sedaj je glasovanja o nezaupnici preživela, ampak čaka še kar nekaj tovrstnih in verjetno hujših preizkušenj do konca mandata. Če vam odgovorim kot nekdo, ki vsakič, ko je imel priložnost, je glasoval proti,
vam lahko rečem, da sem danes prepričan, da bo izpeljala svoj mandat do konca. Ne zaradi njenega dela, ampak zaradi geopolitičnih sprememb, ki so v njeno prid. V tem smislu, da smo na ključnem razpotju. Evropska unija se zdi, da po tej izkušnji za Grenlandijo končno se je zavedala svojega geostrateškega položaja in geopolitičnega položaja v odnosu do svojih nekdanjih zaveznic, lahko že govorim o pretekliku. Torej, zdi se mi, da v tem trenutku se je zbudilo neko čustvo, ki bi lahko razumljeno bilo kot pozitivno, torej da razumemo, da za dodatno integracijo, povezovanjem evropskih narodov, še posebej držav, smo zavezani, bom rekel, k medsebojnemu sodelovanju. Jaz sem tudi pri zadnjem glasovanju glasoval proti, zato ker se mi zdi, da je napačna oseba v napačnem trenutku. Ampak zdi se, da se v tem trenutku Evropski parlament ukvarja predvsem z drugimi zgodbami, ki so, moram reči, zelo pomembne ali pa ključne za obstoj in krepitev evropske ideje, da to vprašanje ne bo v ospredju in s tem tudi ne bo dovolj glasov, da bi ji dalo nezaupnico. In zdi se, da je ta val že nekoliko mimo, ampak ne zaradi nje, ampak zaradi situacije in tudi v pozitivnem smislu nekega prebujanja, zavedanja Evropske unije, kaj vse moramo storiti, da bo Evropska unija globalni akter. A veste kako, glih omenili ste to kristalno kroglo. Če bi meni nekdo rekel še v prejšnjem mandatu, recimo na začetku mandata, da se nam bo zgodilo to, kar se je, ko se je svet obrnil na glavo s korono, bi verjetno čisto vsak od nas rekel, da ne govorimo neumnosti, recimo. Pa se je potem vse res obrnilo na glavo in potem sicer recimo, da se stavili. Če bi mi nekdo v prvem mandatu rekel, da že prvi mandat je bil pač zaradi tega poseben, pa ne v pozitivnem smislu, in če bi mi nekdo rekel, da bo drugi mandat bolj nor in bolj nepredvidljiv od prvega, mojega v tem primeru, bi tudi rekla, da sem ne. Ampak je bolj nor in bolj nepredvidljiv zaradi tega. Jaz sicer tudi mislim, da bo zdržala, preživela, ampak ne zato, ker je dobra. Če mene vprašate, to se absolutno strinjam. Ne bom zdaj rekla, da je čisto vse, kar je naredila, slabo, ampak večina stvari pač je, po mojem mnenju, in to tudi jaz izkazujem s svojimi glasovanji ali pa konec koncev tudi izjavami, nimam s tem nobenih težav, ampak ravno zaradi pač geopolitične situacije in zaradi tega, ker se te nezaupnice izkoriščajo. Mislim, zelo to smo zdaj že četrtič, mislim, da glasovali in se mi včasih, pri tej zadnji se mi je tudi zdelo, da je malo že tako vse kar nametan, pa se niti ne jemlje več resno. Vsaj te četrte se ni, zato je tudi imela tolikšno podporo. Jaz nisem podprla gospe von der Leyen in je tudi nikoli ne bom, ampak pač te stvari se potem izkoriščajo za neke druge napačne politične interese in smo tam, kjer smo, in tudi jaz mislim, da bo speljala mandat, ampak res smo dejansko v težkih časih geopolitično, tako da pač zdaj nekako je prav, da pač se pogovarjamo o vsebini, o konkretnih izzivih, ki nas čakajo in pač probamo se pozicionirati kot resen globalni akter, govorimo Evropska unija. Mogoče bi dodal samo še to, da v Evropskem parlamentu prihajamo na tako imenovani midterm. To bo vmesno obdobje, ki bo ključno predvsem v času med novembrom, decembrom in januarjem prihodnje leto, ko bomo na novo glasovali funkcije v Evropskem parlamentu, s tem tudi definirali odnos do komisije in do sveta in tudi predsednika sveta. Tukaj pa so možne določene spremembe. Se čuti želja predsednice Evropskega parlamenta Roberta Metsola, da bi nadaljevala s svojim delom, kar bi bilo prvič v zgodovini Evropskega parlamenta, da bi nekdo praktično 3 mandate tudi dobil. Socialni demokrati smo pri tem zelo zadržani, ne zato, da njej ne bi privoščili biti prva, ampak zato, ker je tiho takrat, ko bi morala govoriti, začenši z odnosom in dogajanjem na Bližnjem vzhodu, do relevantnega vzpona ekstremnih desnic, ki delujejo proti Evropski uniji, do ključnih odločitev, ki se zlorabljajo, kot je Romano Tomčeva resolucija o povojnih pobojih, ki je dejansko bila prvič v zgodovini zlorabljena za razliko od prejšnjega mandata, ko se je parlament znal ograditi in Evropska komisija celo rekla, da ni to v njeni pristojnosti, se je tokrat dejansko zlorabilo do razstave italijanskih desničarjev o dogajanju v povojnem času na Primorskem in v Kvarnerju Istri. Torej, kar nekaj, bom rekel, ključnih vprašanj, kjer je Roberta Metsola pokazala umanjkanje, bom rekel, drže v odnosu do svojih ambicij, svoje lastne stranke, koketiranja torej z ekstremno desnico. Torej, da odgovorim na
kratko, možne so še spremembe na tem nivoju ob koncu letošnjega leta in začetku prihodnjega. Pa čisto za konec, tale vtis, da je politika, da ste tudi evropski poslanci Slovenije tako politično polarizirani, kot je polarizirana slovenska notranja politika, verjetno ta vtis drži in ste konec koncev skozi številne odgovore ste ga tudi potrdila. Ampak veste, kaj je tukaj vznemirljivo? Da mi egzemplarno lahko sodelujemo z poslanci Evropske ljudske stranke. Jaz sem vodil proces za proračun za leto 2026 za podpredsednikom Evropskega parlamenta gospodom Halicki iz Poljske. Vam povem, da na vseh nivojih sodelujemo izjemno dobro za veliko večino zdravim jedrom Evropske ljudske stranke. Zato ne šparava z opredeljevanjem naših kolegov iz Slovenije kot desno krilo te politične družine, zato ker poznamo kolegice in kolege in v končni fazi podatek iz glasovanja za pravico do dostopnega in varnega splava je pokazal sliko EPP-ja, da dejansko je velika večina poslancev iz te družine glasovalo za, bom rekel, neko temeljno vrednoto progresivnih sil, torej nismo tako oddaljeni, kot se nam prikazuje. Seveda mi najlažje vidimo ekstreme, ker imamo ekstreme doma. Žal je temu tako. Ja, drži. Meni je zelo žal, da je to tako, da se ta polarizacija dogaja, ampak jaz ne morem sodelovati z nekom na tak način, kot bi si želela, ki pač ima tako, diametralno nasprotna stališča o nekaterih stvarih, kot so osnovne človekove pravice, ki sploh ne bi smele biti pod vprašajem leta 2026. Meni je to res nepojemljivo in jaz nisem kriva, da imajo oni taka stališča, ampak definitivno pa moj obraz nima cene in moje vrednote še manj, ali pa moji principi, če hočete. In če je zaradi tega tako izpade kot polarizacija, ja, je, ampak ne zato, ker si recimo midva ne bi želela pač delati, kako ne rečem, to se sliši kot kliše, ampak jaz to resno mislim, ko rečem, da želim delati za dobro ljudi, samo pač ne želim pa delati s tistimi, ki jim ni mar za te ljudi, ampak samo za neke svoje politične programe, pa za neko preteklost, pa revizionizem zgodovinski in tako naprej. Jaz se pač tega ne bom šla, ampak še vedno pa imam upanje za Evropsko unijo kot tako. Konec koncev je tudi my voice, my choice zelo jasen dokaz, da še obstajajo, ne vem, če lahko rečem normalni, ampak bom rekla, proevropski ali pa ljudje, ki so jim jasne človekove pravice, tudi v Evropski ljudski stranki in jaz nekako verjamem, da smo na koncu mi ta zmerni, ta progresivni v večini. S tem optimizmom zaključimo tokratno epizodo. Zahvaljujem se vam za obisk in za razpravo. Hvala tudi vam. Enako, hvala.